Potem, ko je v začetku januarja poročilo Komisije za preprečevanje korupcije razburkalo slovensko politično prizorišče, je bilo jasno, da je padec vlade Janeza Janše le še vprašanje časa. Poročilo komisije je namreč Janezu Janši, kot tudi županu in prvaku Pozitivne Slovenije Zoranu Jankoviću, očitalo kršenje protikorupcijske zakonodaje. Sledili so ultimati koalicijskih strank. Zahtevali so odhod Janeza Janše z mesta predsednika vlade, v nasprotnem primeru bi sledil njihov izstop iz koalicije. Ker se Janez Janša za odstop ni odločil, je sledilo uresničenje grožnje. Po vrsti so iz vladne koalicije izstopili Državljanska lista, Demokratična stranka upokojencev in na koncu še Slovenska ljudska stranka. Z nekaj več kot tretjinsko podporo v državnem zboru so bili vladi šteti dnevi. Pred Slovenijo sta bili le dve možnosti: oblikovanje nove vladne koalicije ali nove predčasne volitve. Kmalu je postalo očitno, da strankam nove volitve niso po godu. Temu je najbrž botrovala tudi izjemno nizka podpora volivcev politiki. Pobudo je prevzela največja opozicijska stranka Pozitivna Slovenija. Najprej se je z mesta predsednika stranke začasno umaknil Zoran Janković, pozneje pa s položaja tudi uradno odstopil in položaj prepustil Alenki Bratušek. Nova predsednica stranke je nemudoma začela pogovore s strankami o oblikovanju nove vlade. V nekaj tednih je uspelo zbližati stališča in oblikovati novo večino v državnem zboru. Koalicijsko pogodbo sta poleg Pozitivne Slovenije in Socialnih demokratov podpisali še stranki, ki sta izstopili iz Janševe vlade: Državljanska lista in Demokratična stranka upokojencev. Sledila je izglasovana nezaupnica vladi Janeza Janše v državnem zboru, s čimer je Alenka Bratušek uradno dobila mandat za sestavo vlade. 2 tedna pozneje so bila ministrska mesta razdeljena, poslanci v državnem zboru pa so na prvi pomladni dan potrdili ministrsko ekipo. V vladi Alenke Bratušek tako lahko zasledimo nekaj že znanih imen, med njimi tudi ministre iz prejšnje vlade Janeza Janše. Zunanji minister tako ostaja Karol Erjavec, minister za zdravje bo še naprej Tomaž Gantar. Pravosodno ministrstvo bo še naprej vodil Senko Pličanič, ki želi vrniti zaupanje državljanov v pravno državo. Razširilo se je prepričanje, da nič ni mogoče spremeniti, da je vse pokvarjeno in da nič več ni vredno. Gre za občutek, da so politične elite odtujene in privilegirane. Ministrske izkušnje iz preteklih vlad imata tudi Gregor Virant, ki zdaj vodi Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, in Dejan Židan, ki enako kot v vladi Boruta Pahorja vodi Ministrstvo za kmetijstvo. Vlaganje v kmetijstvo in proizvodnjo hrane je po njegovem prepričanju v teh kriznih časih še posebej pomembno. Vsak evro, ki ga damo za prehrano iz lokalnega domačega izvora, vpliva na gospodarsko aktivnost ali v kmetijstvu, ali v obrtništvu, ali v industriji v domači državi. Vsak evro, ki ga damo za tujo hrano, poganja gospodarsko aktivnost nekje drugje.
Anja Kopač Mrak je prav tako v preteklosti sodelovala v vladi. Tokrat pa je na čelu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. V javnosti je bila znana kot ena izmed avtorjev družinskega zakonika, ki je bil lani zavrnjen na referendumu. Kljub temu tudi v bodoče napoveduje boj za enakopravnost in strpnost. Strpna, enakopravna, pravična in na odgovorni solidarnosti temelječa skupnost je moja osebna vizija Slovenije. Po enem letu ima Slovenija zopet Ministrstvo za kulturo. Vodenje je prevzel filozof Uroš Grilc, ki je pred tem skrbel za kulturo na ljubljanski občini. V prestolnici, Državnem zboru in Evropskem parlamentu je bil v preteklosti precej dejaven tudi novi minister za obrambo Roman Jakič. Vodenje Ministrstva za šolstvo in šport je prevzel profesor na Fakulteti za družbene vede Jernej Pikalo, ki 37 leti sodi med mlajše v ministrski ekipi. Še mlajša je ministrica zadolžena za Slovence v zamejstvu in po svetu Tina Komel. Kot pripadnica italijanske manjšine se je soočila tudi z nekaj neprimernimi komentarji glede njenega vodenja ministrstva. Pripadnica italijanske manjšine v Sloveniji imam res zelo veliko izkušenj v smislu, ker točno vem, kaj pomeni biti del ene manjšine. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je postal magister Stanko Stepišnik, ki je do imenovanja sedel v poslanskih klopeh. Igor Maher je že dan po imenovanju na čelu Ministrstva za infrastrukturo in prostor postal tudi prva težava nove vlade. Izkazalo se je, da je lastnik spornih parcel in nepremičnin na obali, zaradi česar je že po nekajdnevnem pritisku javnosti odstopil s položaja in odšel v zgodovino kot minister z najkrajšim mandatom. Zamenjal ga je Samo Omerzel, ki je po navedbah Državljanske liste uspešen poslovnež in podjetnik ter mednarodno priznan in nagrajen inovator. Morda najbolj ključno ministrstvo v kriznih časih je finančno ministrstvo. Alenka Bratušek je vodenje tega resorja zaupala precej neznanemu Urošu Čuferju, ki bo poskušal najti pravo ravnotežje med zadolževanjem in varčevanjem. Jaz mislim, da bi mogla biti in ostati nizko zadolžena država. Zaradi tega tudi mislim, da bi mogli sprejeti komitment, da vse tisto, kar bo šlo denarja v sanacijo gospodarstva, isti znesek bi morali potem tudi kompensirati za privatizacijami v Sloveniji. Ravno imenovanje Čuferja pa je sprožilo največ pomislekov strani nekaterih finančnih strokovnjakov in parlamentarne opozicije. Čufer namreč prihaja iz Nove Ljubljanske banke, ki je močno prispevala k krizi, v kateri se danes nahajamo, toda predsednica vlade mu je stopila v bran. Imenovali ste advokata bank. Izgleda, da se absolutno cela opcija ne zaveda odgovornosti boja zoper korupcijo. Pa s tem ne obsojam kandidata, da ima kakorkoli kaj s korupcijo. Dejstvo pa je, da je kandidat maziljenec Ljubljanske banke in Narodne banke. Tudi zato imamo danes finančnega ministra, ki prihaja iz banke NLB,
ki bo kako zanimivo zadolžen ravno seveda kot resorni minister tudi za sanacijo bank oziroma bančnega sistema. Tisti, ki je odgovoren oziroma soodgovoren za slabo stanje v bankah, jih bo sedaj saniral. Jaz temu, oprostite, kolegice in kolegi, ne verjamem. In se mi bolj zdi, da bo minister bolj brisal kakšne podatke, ki bi lahko koga bremenili, kot pa saniral. Banke in bančni problemi so v tem trenutku naš največji problem. 1 leto smo vas poslušali, da jih je treba rešiti. 1 leto. In zdaj, ko smo našli nekoga, ki je te probleme spremljal od blizu, ni sodeloval pri dajanju posojil, zdaj je pa to seveda narobe. In če so vsi slovenski bankirji takšni, kot pravite, da so, potem je pa Slovenija res v zelo hudih težavah. Jaz sem seveda popolnoma drugačnega mnenja. Očitki parlamentarne opozicije pa naletijo le na račun sestave vlade. Alenki Bratušek med drugim tudi očitajo, da ne bo sama vodila vlade, temveč da bo le poslušala navodila svojih domnevnih mentorjev. In če pogledamo predsednike, mandatarka, vršilka dolžnosti predsednice Pozitivne Slovenije, pravzaprav se mi smili, ker niti verjetno ne ve, kam je padla in kaj se jo čaka. Vsakokrat, ko bo šla mimo kakega hladilnika, bo slišala glas zamrznjenega predsednika, ko bo daval navodila, kaj in kako mora voditi vlado. Nekateri govorniki ste rekli, da je gospa Bratuškova pogumna, ker bo svojo ekipo prevzela vodenje države v tem trenutku. Če bi bila res pogumna, bi zahtevala, da se najprej ugotovi, ali je njena magistrska naloga plagiat. Kako hitro je vse steklo pri gospodu Ambrožiču, se najbrž spomnite, samo ob sumu ste ga že izključili iz stranke in je postal samostojni poslanec. Prišla do ugotovitve, da prav nihče drugi ne more in ne zna voditi države kot samo in edino socialno-demokratska stranka. Zato se sprašujem, kako to, da smo se po 1 letu njihove vladavine znašli v situaciji, v kateri smo, in da se zdaj sestavljamo novo vlado, po mojem mnenju v najtežji situaciji kadarkoli do sedaj v Republiki Sloveniji. Ne samo, da je situacija veliko slabša kot pred 1 letom na gospodarskem in fiskalnem področju, znatno slabša in to v veliki meri prav po zaslugi odhajajoče koalicije. In zato je vlada Janeza Janše v nadaljevanju posegla po nekaterih zelo spornih ukrepih in načinih, kar pa ni moč iskati obrazložitve oziroma opravičila v tem, da je delovala v težki situaciji. Tudi v težki situaciji bi lahko izbirala te poteze in se odločala za tiste, ki so dobre, ki prinašajo Sloveniji napredek in razvoj. Zato se je Janševa vlada sama demontirala, sama zrušila. Jaz pa temu žal dodajam, da je to na prvi pomladanski dan tudi zadnja slovenska vlada, žal zadnja slovenska vlada, naslednjo slovensko vlado bo dirigirala Evropska trojka. Kljub nekaterim kritikam in očitkom je Slovenija takole dobila novo vlado in prvič v zgodovini samostojne Slovenije jo bo vodila ženska. Alenko Bratušek čaka zelo težka naloga, saj se država nahaja v globoki gospodarski in finančni krizi. Predsednica vlade se je zato zavzela, da bo po 1 letu preverila podporo vladi in njenem delu v državnem zboru.